se cel čas porazda vprašanje, ko razlagaš pač, kaj se vse dogaja v aktivnostih šole pa to, ne? Pa glede na število se mi zdi, ko študenti imajo možnost zelo individualnega pristopa pri vas. Oziroma, vsak študent ima res možnost, ko se izobrazi, mislim pa super, ker recimo lahko pridejo tudi stik z drugimi avtorji. To mislim, da je glavna, ne vem, če bi vprašali recimo, kaj je tisto, kar se nam zdi najbolj pomembno, če primerjamo našo šolo z drugimi šolami, ki so, recimo zdaj drugimi, ki so nedržavne šole, recimo, ali pa te, ki so nove, tako kot mi, oziroma mlajše, da je mogoče ravno to, no, eno je ta individualni pristop, ker pač to omogoča to majhno število študentov v eni skupini. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna pri nas in dragocena, je to, da so to ljudje, ki delujejo na tako različnih področjih. Ne vem, imamo restauratorje, imamo kiparje, keramike, režiserje, arhitekte, kamermane, vse ljudje so iz vseh možnih vej in možnosti umetnosti. In to so ljudje z velikimi izkušnjami na različnih projektih. Tako da, mislim, in to nam je nekako ukodirano v naš pač načelno, kako gledamo na šolo, da spodbujamo preko teh projektov študente, da se preizkusijo ravno v takih skupinah, v takih projektih, kjer vidijo, da ne bojo kasneje, tudi ko bi šli šole, ne bojo zaprti v neke zaprte skupnosti s svojimi, samo s kolegi, ki bojo obvladali ste stvari kot oni, ampak da večinoma bojo oni igrali svojo vlogo v nekem projektu in drugi bojo strokovnjaki za druge stvari in že na šoli se lahko s tem soočijo in spoznajo in preko teh javnih projektov, ki jih imamo, recimo danes je razstava na šoli, istočasno, ni zdaj odprta, ker je večer, ampak istočasno je del razstave, ki so jo delale ambientalke, študentke ambienta, označevanje knjižnic po Ljubljani, zunanje označevanje s kipi in drugimi elementi, se predstavlja v Bežigrajski knjižnici. Tako da to je recimo ta hip. Čez približno en teden v Pop Planetu predstavljamo projekt EU Stuart. Še teden kasneje Famol v Celici, 2 študentki oziroma ena diplomantka in ena absolventka predstavljata svoje, potem je ta Trubar, tako da na gradu in 3. julija se zaključi z Ano desetnico, kjer že drugo leto sodelujejo z mentorico Ireno Pivko, delajo v javnem prostoru. Tako da programov imate ogromno, koliko smo zdaj slišali. Mislim, da je to tisto, kar študentki se na vse to vključi, ker ni to vse obvezno. Ene stvari do neke mere so obvezne, potem je pa veliko izbirnih in tam so tisti najbolj aktivni študenti in tisti, ki to vse izkoristijo, so kar precej izkušeni že, ko zapustijo šolo. Vprašanje, zdaj vem, da si ti kiparka, in tudi drugi vodja šole, tudi kipar, in kako se je zgodilo, da ste se vidva z Boštjanom recimo odločila, da ste ustanovila to šolo, Če se prav spomnim, ste bila vidva ustanovitelja, oziroma odkot je prišla ideja, Ja, vsekakor nisva vedela, da bo to tako zraslo, kot je recimo po 10 letih, če ne bi se ustrašila, ker midva se nisva lotila tako, kot se zdaj večinoma lotevajo in kot je normalno, da se pač lotaš tako, da začneš se pogovarjati z ministrstvom in tako naprej. Začneš delati programe in potem, ko oni dovolijo, se to začne in probaš tam nekaj let še naprej se pogovarjati, da bi ti tudi denar dali za to šolo in tako. Mi smo se lotili, v bistvu popolnoma v obratni smeri. Šola je začela kot izobraževalna enota kulturnega društva Galerija GT, katerega ustanovitelji smo bili tudi midva in Zmago Lenartič in Jasna Hribernik. Potem se je pa ta enota osamosvojila in je v bistvu postala glavni del
in mislim, da korenine so pa to, da to v bistvu pravzaprav se je začelo kot galerija pred šolo, par let pred šolo. Mislim, da se to kaže v teh naših razstavah, da niso vse razstave, ki jih prirejamo v povezavi s študijem in študenti, ampak vsekakor smo orientirani na mlade umetnike, tudi mednarodne recimo, ampak mislim, da je to nekako to, kar smo takrat zastavili, še vedno veljane. To, da pa, kako smo prišli na to idejo, po akademiji, kiparji delamo razne stvari. Mislim, da v 20 letih smo opazili en oglas, da se išče kipar za službo. To je bilo mogoče lutkovno gledališče, ali vsekakor ni kakšnih ponudb. To se pravi, da delamo različne stvari. Mi da se delala razne scenografije tudi, pa razne druge projekte, pač vsak svoje. Vsak od naj je poučil na razne tečaje z raznimi organizacijami, tako da jaz sem imela od malih otrok vrtcev v svojem ateljeju, beguncev, upokojencev, univerzitetne življenjsko obdobje, tako da pravzaprav veliko izkušenj Boštjan pa tudi na keramik, v bistvu tečaje keramike in tako da, no pa še v srednji šoli in tako, da je to, da se s pedagoškim delom ukvarjava enostavno nekaj zelo naravnega bilo za naju. Tako da smo se pač odločili, da poskusimo. Ni pa bil to tak velik načrt, kot se je potem začel, ko smo enkrat začeli. Produkcija prvega pa drugega letnika, ko je 45 minut filmov. Kjeri so pa pokojni etažem? Tam sadri šaški, a da tak brez ljudi. Si jaz? Ne, daj mi. Zdaj smo ne tukaj Tina, ti si tudi študentka tukaj pa Molstorta, ne? Ja. Zdaj pa prej smo nekaj slišali. Bivša, se opravičujem, bivša študentka, ja. No, pa tu je zdaj še vedno razstavljen tvoj projekt. Ja. In smo čuli, da je bil izbran na neko razstavo. Ja, v bistvu smo prijavili 3 projekte šolske različne za bio. To je Bienale industrijskega oblikovanja in izbran je bil ta moj stol. In kaj zdaj ta stol počne? Mislim, ker zgleda, da nekaj počne, ne? Ja, v bistvu ima funkcijo to, da je stol in je hkrati lahko pač prenosljiva torba na nek način za laptop v tem sredinskem delu ali pa za skicirko, ne vem, karkoli tisti človek počne. In s tem, ko si pač v bistvu ti shraniš noter tisto stvar, tisto orodje, s katerim boš operiral, lahko se tam, kjer se hočeš ustaliti oziroma sedeš, si ga razstaviš v to pozicijo, ki jo vidite in opravite svoje delo. Ko ste zaključili, pospravite v ta srednji del svoje orodje in v tem stanju... Odkorakate za stolom, zadovoljni in srečno. Zdaj me zanima, z kakih materialov je to? Mislim, to je realiziran projekt ali to je zdaj samo tako predstavljeno? Narejen je prototip, ki so ga delali oziroma ga je naredil dijak Srednje lesarske iz Nove Gorice. Je masivn les, lipa, sicer je to res čisto prototip in prvi izdelek, ki je zelo nedodelan, ker zdaj v bistvu tekom procesa smo videli oziroma sem jaz sama opazila, kaj bi se še dalo spremeniti.